Bom videl, če mi bo rata. Zdaj sem tle sred poti v Čeče, 0 stopinj, ura je 3:30. Ajde, trajbam tako kot vsak dan, da ne v te misli, da nič ne delam zase, vsak dan trajbam, sam imam neustrašni karakter, zato po kilah nikakor ne gre, jebat se pa ne pustim. Mal ni čist naravnost, tle sem v host in tak hud ovinek je zdaj, govorim pa v svoji knjigi. Zdaj je šla prejšnji teden oziroma pred 14 dnevi, jaz sem sicer spremenil naslovnico, ker je ta druga naslovnica baje malo boljša. Razočaranje gospodinja pri seksologu. Zdaj to so me fehtali 2 let. Najeli so še trik, po katerem je mene Lea Maderal na enem poslovnem kosilu prepričala, da bi bilo za Slovenijo dobro, pa verjetno tudi finančno bi se splačalo, če jaz napišem knjigo o svojih kliničnih primerih. 20-letna praksa psihoterapije, osebnih svetovanj, pač mi je dala nekaj znanja in ta znanja sem zdaj ovekovečil poleti na morju. Dali so mi možnost, da grem v Portorož, ampak sem šel kar v Barotol, ker je snej. Ja, malo diham kot konj, ampak kjer Botl bo zdaj sred zime trajbo na Podmejo oziroma v Čeče. 10 let nazaj, ali koliko, sem trajbo, kdaj že Božič, 25. decembra. In potem sem tam gor malo višji padel, 2 let nisem mogel roke dvigniti, kolen imam še kar mravljince. Ja, malo moram jaz delati za psiho, da sem močen, neustrašen. Od tudi moje kile. Kakorkoli, da se vrnem k knjigi. Ta knjiga je bila v osnovi dolga, debela, 400 strani. In potem sem jih mogel pa 100 ven vršiti, tako da je 300 strani dolga knjiga. Meni so rekli 150 strani, napiš A4 format, New Times roman in sem to črke, fonte namreč. In sem 160 strani napisal, za vsak slučaj, da ne bo prekratka. In potem sem mogel 10 primerov od 35, 10 ven, tako da jih enih 25 primerov. Kjere primere sem pa ven dal lezbične. Ker meni hodijo geji in lezbike. Zato, ker nisem homofob, ker jaz uživam, če ljudem pomagam. Če ne bi užival, bi bil jaz spet lahko tam direktor. Svoj cajt sem politično odžagal. SNS. Ko bi rekel, Jelinčičeva partija, Barovič, Rozina pa Kurent. Pa Slavko Kmetič, ki je pa tamle naprej doma, je pa podpiral in držal štango. Tega Slavka Kmetiča jaz zdaj branim pred Katarino Keček, ker se je bil Butl. Sam babe je pa pustil primer. Ta si pa zmišljuje za 25 let nazaj, kaj je 10 sekund na RTV v liftu je počel. Tuk butas ni ta človek, čeprav ima fuljenih grehov. Skratka, zdaj malo sem počil, ker sem videl, da diham kot konj. Kdo pa ne bi takole gor v hrib, megla. Upam, da ne bo tema, ker nimam luči ta prava sabo. Skratka, ta knjiga je pisana zato, da se boste spoštovani vi, ki ste vsi tako ali pa drugače zaznamovani z otroštvom, tudi v kontekstu seksualnosti, da se boste začeli malo razumeti. Ena ženska, ne vem kako sem jih že dal, bila Katjuša, Katarina, kako pa vem, nekaj na K, ker primeri so zakodirani. Vse ženske so mi dovolile, da o tem pišem. Zakodirani primeri so in se še sam ne spomnim točno kaj in kako. Zadnjič mi je rekel, veš, una turistična vodička, Gorec. Pismo nobena ni bila turistična vodička. Pa se pa spomnim, da sem zakodiral. No, ta ena je varala svojega moža,
večkrat. Mama jo je pa zmirala, da je kurba. Pa je pa prišla k meni, si rekel, pa saj ta mama mora tih biti, ker mama se je ločila od vašega moža, od vašega očeta, svojega moža, in vam je percepcijo moških in seksualnosti zjebala. Mama je kriva, ne pa vi. Pa je ta dotična meni napisala eno dolgo pismo, rekoč, vi ste meni rešili življenje. Jaz se pa obsojam že 10 let, kakva kurba sem. Otroci mislijo, ker jim je ta njen oče, ta mož, odcepil, da je mamica kurba, v resnici pa ni mogla upreti dvorjenju teh fukfehterjev, ker je na nezavedni ravni Srboš. Gorile v megli, ne? Ja, ti imaš baterijo, jaz pa. Lega me je prehtel, ima baterijo. Edenoto misli, da imam baterijo. Kar 5. On gre na mrzlico, jaz pa teda dočeč. Ja. No, ta dotična je spoznala, da si ne more pomagati, če en moški reče, da jo ima rad. To je tista brazgotina, ki je imela deklica celo otroštvo v glavi, da je oče nima rad. V resnici je pa mama tega očeta nagnala in se lagala tej hčerki, da oči je šel, hrepenela je po očetu, v resnici je pa njena mama fotra njenega nagnala in zjebala to svojo hčerko in zdaj tumba, kakva kurba je, kako podleže pa se dol daje. Je čez nezavednega ven toči brazgotina iz otroštva. Mama je zadnja, ki bi smela to govoriti. No, enkrat je bila pri meni, ali dvakrat mogoče, ko 10-15 let nazaj. In ko to slišala, je na novo začela sebe dojemati. Si je nehala očitati. Torej, ne da je varala še naprej, ampak jaz sem njenemu možu tudi moral dopovedati, da ne more vsak nek zdrs, vsak zdrs. Dobil je pri varanju. Ona budala je pa priznala. Odkrita bila. Ja, zdaj so pa otroci brez ljubeče mamice, pa očeta. Ne vem, kaj je že imela, 2 otroka. Zdaj so zabrazgotinjeni zaradi ločitve. Se je zgodila brez potrebe. Ne moramo se mi ločiti zaradi varanja. Ker varanje ima dispozicije z otroštva. Ker otrok, recimo deček in deklica, ni imel sam rad, recimo mamice ali pa očeta, nasproti spolnega starša, ampak tudi sosedove falote ali pa deklice. Jaz se spomnim, da sem imel, mislim, foter mi mamo ukradel in tam je bila ena soseda Anita, pa je bila Grošljova Maja, Slokanova Marta. To sem bil čist neumen. Sram pa še ni bilo nič, ne? Še nisem imel Nadjaza. Zato, ker sem pač fotru moral odstopiti mamico, postavil tabu in cesta, želel sem si sestrce, ampak dispozicijo, da bi se meni tudi kakva tajnica dopadla, ali pa se nimam tajnice. Ko sem bil direktor, sem jo imel sem. Je bila bolj moja mama, moja sošolka. Tako sem jo imel za mamo, karkoli mi je rekla, sem jo Bogu. Skratka, dispozicijo za varanje imate tako rekoč vsi, moški in ženske. Ne, ker deklica ima rada fotra, pa sosedovega dečka tudi, pa detka, pa doletijo starejši ljubimci, pa strici, pa tako naprej. Tako da pohota ima drugi fundament, s katerega se napaja v odraslosti, drugi infantilni fundament. Zaljubljenost oziroma ljubezen, ki je Freud dal pod narekovaje, se pa napaja iz čist drugih fundamentov, oziroma malo se sicer sovpada s
s tem kastracijskim delom iz Oedipovega obdobja, falična faza. Zato ne bi smeli take drame delati in se ločevati, če se zgodi varanje. Varanje moškim se ne zgodi zato, ker ima tukaj močno moralno razsojanje. Pohoto ima sicer lahko vsako veliko, pa rinjajoče genitalije. To pomeni, moški mora fehtati. Zdaj baba ali da ali pa ne da. Čumbrno v zvedu, pol načeloma dajo. Ženske vest tukaj ne peče. Moški pa. Še organ ti ne ostane. Impotentno se ti lahko zgodi, ker te vest tukaj peče. Ženskam je pa tako pohoto, pa tukaj veliki seksualni imperativ kot moški. Sam ženska ne more fehtati, tako kot mora moški, ker ima rinjajoče genitalije. Ženska se pasivno nastavlja. Ona pokaže svojo nemočnost, lepoto in gotov si. Imaš, da fehtaš. In pol ženska pa še ide fehtaš, se dala ti ne bo. Razen če je sugestibilna. V teh kontekstih jaz govorim o tej knjigi. Se pravi 25 enih primerov in ti primeri so ful poučni, tako da gre za bralno terapijo, če vi to preberete. Zdravo, evo tlele so sprehajalci, jaz pa budala s biciklom. Taki šumi mene imel baterijo, jaz pa ga diham kot konj, zato ker nimam baterije. Imeti baterijo na kolesu je glih kako da bi babo z vibratorjem žgal ali pa dildo tam, če ti kurc še stoji. Mission impossible, ne moš to delati. Se pravi, knjiga bo v knjižnicah razprodana. Svoj izvod morate imeti. Podpisati ga glih ne moram, razen če mi ga na predstavo prinesete, knjigo namreč. Podpisati ne moram izvoda, ker ne prodajam jaz knjige. Knjigo dobite na portalu gospodinje.si, tam okoli 35 evrov je. Ampak lahko pa pridem v vašo lokalno skupnost, v kako knjižnico. Samo veste kaj, jaz sem še 2 leta do penzije. Zdaj pro bono jaz ne bom hodil. Se pravi, z neke potne stroške, malo bolj občutne, in pol pridem v zadnjo slovensko vas, če me povabite. Sam politični ukaz, da jaz ne smem tja priditi. Ampak jaz sem še predstavil Razočarana gospodinja pri seksologu, zato ima ta knjiga takšen naslov, zelo izpoveden, intimne zgodbe. Ampak zdaj, volitve, marca, ko so, do volitev, do aprila sigurno še imam. Ker tale Urška, to pa mene na tak način jebala, do intelektualni diskurs sankcionirala s prihodom policije, kot da kalim nočni mir ali kakšen javni red in mir. Jaz sem pa intervju na Ura resnice pri požarju in sem drugi že tole dobil. Policijo, pa kazen 250 evrov. Pa ni problem, da jaz ne bi kazen plačal. Polovičko 125. Jaz se bom branil, sem zdaj sam branil. Ne bom jaz 1500-2000 evrov odvetnikov dajal, če jaz vem, kako se lahko sam branim. Vi mi pa lahko pomagate z nakupom knjige, mogoče s kakšno donacijo, ali pa da pridete na te predstave. Tale Boskarol 3-krat je bil na moji predstavi, mi čestitu. Dol z odra sem šel, da sem mu dal roko. Ko bom pa imel Odisejo iz Koloseja v Odisejo, boš pa lepo k meni prišel. In zdaj jaz čakam že 1 leto, da bi mi dal to veliko dvorano, ker 400 ljudi je v Ljubljani, napolnim. Rekord imam 320 v teh večjih mestih. Nova Gorica, Murska Sobota, Celje še pridem. Kranj tudi ne dobim, kranjskega gledališča,
tudi Koper, tam da bi gledališče. 400 predstava v Novo mesto sem jih na Dubu razpredal. Tako da, če pridem še v Odisejo, mislim, se ga bom poklical tega Boscarola. Če ne smem dobiti dvorane, pa imam zadnji 2 soigralke. Srbki nista, nisem nacionalist. Vesna Anđelković, a Janković ima befel, v Depi pa ne. Skratka, tole sem zdaj kuki. 15 minut trajal sem, zdaj sem pa tole gore v Čečev prišel. Ajde, čau.